Spoštovane MEPI-jevke, MEPI-jevci, spoštovani kolegice, kolegi, dragi starši in ostali gosti. Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli na šolskem centru Adolfa Maistra Kamnik na svečani podelitvi MEPI priznanj. Še prav posebej bi rad pozdravil Nedo Kajfeš iz nacionalnega odbora in seveda našega župana občine Kamnik, gospoda Marjana Šarca. Hvala, ker ste z nami. Mednarodno priznanje projekta. Anita Ivić. Jaz sem zelo vesel, da se je ta prireditev zgodila. Trudimo se že dalj časa, da bi prišlo do tega, ampak nekako nismo našli neke generacije, ki bi bila tako zelo prizadevna, ker program MEPI, kot sem že povedal, je zahteven. Zahteva nekaj angažiranja, nekaj več prostega časa in morajo biti dijaki pripravljeni tudi nekaj tega žrtvovati. No, zdaj končno smo našli tako generacijo, ki je izpeljala celoten program, dobila bronasto medaljo. Jaz zelo močno upam, da bo nadaljevala, da bo osvojila tako srebrno kot zlato stopnjo in da se bo zaradi njihove osvojitve bronaste stopnje odločilo več dijakov priključiti temu programu, ker program je res dober. Bronasti nagrajenci programa MEPI, pa bi se kar predstavili, pa močkaj povedali, kaj pravzaprav je ta program in kaj ste vi počeli v tem programu. Jaz sem Anita. Jaz sem obiskovala kiparjenje, prostovoljno delo v vrtcu in aerobiko. In v bistvu 3 mesece sem obiskovala vsako dejavnost. V aerobiko sem 6 mesecev in na koncu smo z odpravo se zaokrožili in upravili bronasto priznanje. Jaz sem pa Sara, jaz sem pa za šport odbojko imela, ker treniram drugače v klubu. Za prostovoljno delo sem delala v vrtcu, kot 1 uro na teden sem hodila tja in se igrala z otroci in pomagala vzgojiteljicami. Za veščino sem pa imela slepo tipkanje. Ja. Jaz sem Špela, za veščino sem se izbrala ruski jezik, ker sem ga obiskovala 6 mesecev, šport sem imela jahanje, pa prostovoljno delo sem pa imela služenje v vrtcu. Jaz sem pa Tadej, jaz sem imel pa za prostovoljno delo isto v vrtcu, šport sem imel karate, veščino pa aikido. Danes ste podelili bronaste plakete za prostovoljce in udeležence MEPI programa. Kako gleda župan občine Kamnik na to? Ja, sigurno v današnjem hitrem svetu danes je treba biti hiter, agresiven in ne vem kakšen še vse. So seveda takšni dogodki še toliko bolj pomembni, ker nam pokažejo, kako pomembno je prostovoljstvo in seveda čut za sočloveka, predvsem pa čut do samega sebe, da ostaneš v stiku z naravo, v stiku s svojim bistvom in da ne podlegaš vsem izzivom časa, ki seveda nekateri so pozitivni, vsi pa tudi ne. In prostovoljstvo se mi zdi sploh izredno pomembno danes, ko se vse gleda skozi denar. Vse se gleda, kaj za to dobim. Nikoli se ne gleda na to, da bom najprej nekaj naredil, potem pa koliko dobim, ampak ta prvo koliko dobim, potem pa bom morda kaj naredil. Tudi sam sem seveda prostovoljni gasilec in tudi to je gasilstvo v Sloveniji neka humanitarna organizacija, ki združuje ogromno članov, tako da mi prostovoljstvo seveda veliko pomeni, ker vemo, da noben denar ne more plačati tistega prostovoljnega dela, ki ti ga nekdo naredi z veseljem in zavestjo, da ti je pomagal, pa ne glede na to, za kakšno stvar gre. Lahko gre za malenkost, pa je tudi zelo pomembna. Kakšne novosti boste uvedli oziroma kakšni so vaši najbližji projekti v letošnjem šolskem letu?
Novi ravnatelj Kamniške gimnazije in direktor zavoda sem s 1.9., to se pravi dobra 2 meseca. Zdaj, večino časa sem porabil, da spoznam delovanje v smislu poslovodenja, ker mi je to področje bilo nekaj novega. Zdaj, glavni projekti v tem šolskem letu pa so aktivnosti povezane z informativnim dnevom. Želimo si povečati vpis, to je nek osnovni cilj. Izvedli smo kar nekaj akcij glede poskusa oziroma poskušamo vnesti v gimnazijski program tudi športni oddelek. Na tem področju smo veliko sodelovali z predstavniki kamniških klubov in lokalno skupnostjo. Predali smo elaborat, ki smo ga sestavili in močno upam, da bo tudi to uspelo. Drugače pa nekako osnovni cilj je, da privzdignemo oziroma povrnemo šolskemu centru Adolfa Maistra neko staro slavo, da dobimo dijake, ki so prizadevni, ki so pripravljeni delati, ki bodo imeli dobre uspehe, hkrati pa tudi želim, da se dobro počutijo. Zdaj na vseh teh področjih probamo delati, koliko nam bo to uspelo oziroma koliko mi bo to uspelo, bo pa čas pokazal. V Mepi vabljeni tudi vi!